Začel sem oblikovati papir, skulpturo pred 2 leti nazaj. Ker je material je dostopen, ker je veliko je recimo reciklaža papirja in plastika, da trdo osnovo in recimo poceni material. Dobil sem idejo že, kot bi rekel, že kot talent. Informacijo tam našel na internetu drugih umetnikov in tudi moja punca je hodila v šolo za likovno akademijo. In od nje sem se naučil mešati barve in forma anatomija. Navdihnil me je moj prvi dedi, pokojni že, ne. On je izgubil obe nogi v Nemčiji med delom, tako da ni bil sposoben vseh del na kmetiji, je izdeloval rezbarstvo v lesu in tudi oblikoval figure. In od njega mi je ostalo v spominu, da bi jaz tudi kot on, kot umetnik, samouk. Ko sem na zavodu, sem hodil poklic za grafiko, sem premišljeval za umetnostno smer, ampak so mi starši in rejništvo mi svetovali, da boljše, da ne, gre za prihodnost, ne. Sem nadaljeval, študiral visoko šolo za grafiko. In žal nisem končal s tem. In potem sem pa odločil kot hobi, da tem umetnostjo ukvarjam s papirjem. Uporabljam dvojno tehniko. Prva tehnika uporabljam kot papir kašča in druga tehnika pa papir glina. Pri kaščiranju uporabljam tudi drugih materialov kot reciklaža, kot plastenka, žica, da tršo osnovo. Plastika, papir, karton ali časopis ali vse pride kar prav. Najraje oblikujem, ko mi misel pade na pamet in takrat začnem oblikovati. Ni važno. Lahko tam ptiče, zajčke, zmaje, vse me to veseli. Izdelkov mi pomeni
da uživam v tem, da se sprostim in to pomeni oboje, ja. V tem bi rad tudi imel službo, kot primer kot gledalski, ki rabijo za maske in v tem, to bi bila moja želja, recimo. Povprašujejo samo moji znanci kot prijatelji in pa kdo kakšne večinoma dajem za rojstne dneve, pa tako. Moji izdelki je na voljo na internetni strani kot na Facebooku in tudi na unikatna tržnica.si. Tam tudi lahko gledate moje, recimo, galerije. Moja vizija je, ni važno, samo da je v zvezi, lahko da bi pomagal pri snemanju, pri igralcu maske ali pri gledališču ali vidno, kaj da ima izvedeka, da je kot, samo da ni važno kaj, važno da je v zvezi s tem, kar jaz ukvarjam. No, jaz bi rad pokazal, kako naredimo papir kača. In najprej bom pokazal to papir, kako mislim dati časopis. Glej, papir strgamo tako v kose. Tole, tole, tole in še tole. Evo, tole, kar. Tukaj imam pripravljeno, če bi rad naredil formo. Je narejena folija, vreča, kar ima doma, tole vzame folijo, dam noter. Evo, forma za uši. Tole. In s pomočjo traka bom dobil profile. Ko recimo, ko naj bi izgledala forma buša. Uporabljam tole, to je od papirnate brisače za roke ali to so ostanki tega materiala, ne. Evo, rabim ta del, bom uporabil nojo. Tole. Zdaj ima tukaj, kot reče, pesel. Tole. In jaz sem pokazal kot fantazijo, ne. In sem pustil, da bo oblika sama naredila po svoje, ne. Tako, in te sem že skoraj zaključil in grem naprej. Tole. Imam maso. To je papir kača, je narejena iz moka, pa iz koruza škrob, pa plus voda in se miksa, podobno izgleda kot palačinke za testo.
podobno izgleda. No, in tem papirčkom bom namazal in prepopom gor. Evo. Recimo takole. A bova skupaj delala? A mi boš pomagala? Ok. Evo, bomo dali to stvarita. Evo. Evo, takole. Bomo dali skupaj. In bomo namakali. Samo gor, ja. Tako, ja. Tako. Ko to pripopamo, ko skoraj zaključimo tole zadevo, to rabi, da se suši, ne. In bom pokazal primer kot tole. Ko je to suho, to rabi nekaj dni, da se posuši, ne. Evo, tu imam suho in to bom pokazal, kako naprej, ne. Evo, tole. Ko imam suhi izdelek, je noter, ostane še noter vrečka, folija je še noter, ne. In s pomočjo, sem že prej odprl tole, sem že prej odprl. In noter ostane in ta folija, ko je že dovolj suha, tem pol povleče. Mora biti prepazljivo, ne, ker lahko poči, ne. In pol s tem pomočjo. Evo, tole. Evo. In ko je votla, ne, ko ima, tako, ne. In potem lahko narišemo lučke, usta, flomastrom, ne. Recimo. Evo. Evo. Takole. Takole. Tako. Ven. Kako izgleda buča, tole primer bom pokazal, kako izgledalo tole. Recimo. Dobro. Imam papir glina. Dole. Evo. S tem lahko oblikujem zadeva, igrače, recimo karkoli, glej, tole. Bom pokazal, kako še dobim detalj s tem nožem, recimo. Aha, to je papir glina s
sem naredil iz to sem dobil iz, poznate, ko delavci, ko vržejo papir, ko papir dajo, pa rezalnik papir in je veliko, in sem to izkoristil, in tem potem tudi papir skuhal, da tista črna barva in njihova lepila in njihova tam ven, sem to dobil kot celuloza, ne. Potem pa mešal sem tole, potem kot belo lepilo, kot mizarsko belo lepilo imajo, pa še laneno olje, pa tudi izravnana masa kot za steno, ne. Potem to skupaj mešal s pomočjo mešalnikom in sem dobil maso. In temu reče, to je papir glina. Isto kot druge gline za porcelan, ampak to je moja tehnika, papir glina. Moram še pobarvati naprej, kot primer izbral bolj mrtvo barvo, tam bom izbral črno barvo, je bolj temno, potem izrezal tam tega, recimo takole, recimo ta del, recimo. In zaključno, kako izgleda, bom pokazal kot tole. Recimo takole. Trdo, glej. Kot les. To je kvaliteta. Bom pokazal izdelke, gremo pogledati. Evo. To je moja mala galerija, mogoče tole